Že več kot 70 let je Toyota Land Cruiser prava avtomobilska legenda. In zdaj, po komaj prvih mesecih prodaje, je povsem jasno, da bo s to najnovejšo generacijo Land Cruiser legenda tudi v prihodnje. Avtomobilski hit, avtomobilski superzvezdnik. Namreč ne samo po celem svetu, tudi v Sloveniji so kupci ta avtomobil razgrabili. Samo v prvem mesecu prodaje so jih slovenski kupci kupili kar 60. Govorimo o avtomobilu, ki stane med 70 in 100 tisoč evri. In v čem je razlog? Ja, Toyota Land Cruiser je zelo dober avtomobil. Oziroma vrhunski avtomobil. No, glede na to, da sem jih v teh prvih mesecih prodaje na cestah videl predvsem takšne, čiste, s čistimi gumami, je verjetno ključna informacija tega testa, da je Land Cruiser te generacije bolj udoben avtomobil, bolj vsakdanje prijazen avtomobil. Avtomobil je miren, zelo lepo vodljiv, ubogljiv tudi in da je z njim enostavno shajati. Skoraj bi že mu lahko rekli SUV. Torej SUV ali pa pravi kleni terenec, to je zdaj tisto ključno vprašanje. No in ta avtomobil uradni statistiki prodaje uvrščajo med velike SUV. Ampak če Land Cruiseru rečemo, da je SUV, to je na nek način kar malce želitev. Ja, seveda, postal je udoben in dejansko se recimo tudi v ovinkih ne nagiba, tudi ne stresa se na kakšnih luknjah, je tisto udobje, ampak noče pa biti udoben SUV. In to vam bo znal povedati. Vsaj recimo na avtocesti pri 130 km/h vam bo ta avtomobil glasno povedal, da ne, to je terenec. Vsekakor pa voznik dobi na vsakem koraku sporočilo, da ima Land Cruiser zelo, zelo zmogljiv motor, ki mu je nekako na teh običajnih cestah kar malce dolgčas. 2,8 litrski 4-valjni dizelski motor je dejansko bil prilagojen za to, da pokaže svoje dobre lastnosti, predvsem na neki drugi podlagi. Pa zavimo tja. No, če rečem, da je ta avtomobil pravi kleni terenec, ne pa zgolj SUV, no s temi besedami seveda apeliram na vas, da premislite, ali mu boste sploh kos. Ali ga boste znali zadovoljiti, ali pa da ga boste znali zabavati. Ker namreč po teh slovenskih cestah, ki danes snemamo, je temu avtomobilu dolgčas. Se pa nam je že dokazal svoje terenske klene sposobnosti na Škotskem, na kraljevem posestvu, na terenskem poligonu. No in po teh škotskih brezpoti nas je avtomobil pravzaprav vozil samodejno, brez uporabe moje desne noge. Avtomobil je samodejno doziral gas in pa tudi samodejno zaviral. Jaz sem samo še obračal volan in pazil, da nisem zadel v kakšno skalo, pa še to je dejansko mi jo znal pokazati na displeju. Voznik namreč izza volana pravzaprav vidi vse okoli avtomobila, kaj se dogaja. Torej ni vprašanje, ali bo zmogel. Seveda bo zmogel. Vprašanje je, če imamo mi dovolj dober teren za njega. Ker avtomobil je bil seveda delan za Azijo, za Afriko, za Avstralijo, za Ameriko, ampak seveda tudi za Škotsko, ampak ja, tudi v Sloveniji imamo kar nekaj takšnih cest, na katerih bi ta avtomobil lahko uporabili. Ampak
Uporabijo ga naprimer lahko terenski profesionalci. In lahko vas spomnim na zgodbo, ko smo z gorskimi reševalci vandrali po snegu po koroških hribih in takrat so nam povedali, da ne uporabljajo samo Dodge Duster, ampak da imajo za tiste specialne namene prav Land Cruiserje. Seveda pa je apel današnje zgodbe, ja, če že kupite takšno terensko specialko, dajte jo vsaj malce peljati na izlet po kakšnih vsaj makadamih ali pa vsaj po takšnih cestah. Dajte ga vsaj kdaj pa kdaj malce umazati, ne ga imeti samo čistega. Pa naj na koncu še dodam, da ta avtomobil prihaja tudi v elektrificirani, hibridizirani varianti. Ampak brez skrbi, še vedno bo ostal blagi hibrid, ampak elektrika ima v takšnih terenskih rokah zelo veliko smisla. O tem nas je prepričal glavni Land Cruiserjev inženir in predlagam, da je pogovor z njim vaš naslednji klik. Two issues. It is very noisy at the braking time, and also the vibration.